Dober dan in dobrodošli v seriji Forbesovih pogovorov 30x30. To je pogovorov z mladimi, ki premikajo meje. Sva Marko Rabuza in Jan Artiček, novinarja Forbesa Slovenije, in z veseljem pozdravljava Benjamina Šeška, najdražjega slovenskega nogometaša, ki je lansko poletje začel igrati za sloviti Manchester United. Pozdravljeni, gospod Šeško. Zdravljeni. V novem klubu ste zdaj dobrega pol leta. Kako ste se ujeli v novem okolju? Ja, bilo je pestro, bilo je kar vse nekako na novo, neko novo življenje. Ampak zdaj že nekaj mesecev tega sem se navadil in je veliko lažje. S katerimi soigralci pa ste najbolj povezani? Kdo vam daje največ koristnih nasvetov? Mislim, tako recimo v privatnem življenju sem bili pa s tem Diogom Dalotom, sva res tudi blizu, drugega živimo, tako da v bistvu v prostem času gremo velikokrat na razne kosila, zajtrk, kakorkoli. Na terenu pa dosti probavam se povezati s Brunotom, seveda, ker on je tisti, ki mi po večini daje, ljub drugih soigralcev, seveda. Tako da. Kako ste si pa uredili dom na Otoku? Ali živite v najemu? Ste mogoče kupili hišo ali stanovanje? Ja, najel sem hišo blizu trening centra, da se ne rabim tukaj daleč voditi, ker je oddaljen od mesta. Mogoče kasneje razmišljate o nakupu nepremičnine v Manchesteru? Nisem do tega še v bistvu prišel, zato ker še enkrat, klik sem tukaj svež, tako da nisem imel časa o tem še razmišljati. Kaj pa počnete, ko ne igrate nogometa? Torej, ko niste na treningu ali tekmi? Ali berem, ali pa igram igrice, ali pa tudi se najde kdaj, da grem na kak sprehod, ker težko ohranjam sebe samo doma. Koliko vam sploh imate prostega časa? Ponovadi se zmer najde ene par ur, da lahko naredim do sebe, kar želim, ker se mi zdi, da je to zelo pomembno ne samo kot športnike, za vsakega posameznika. Pričakovanja navijačev in trga so velika, tudi britanski mediji so znani kot precej neizprosni. Kako se vi spopadate s pritiski, s kritikami? Kaj vam pomaga ohranjati mentalno stabilnost in fokus? To v bistvu, da se ne ukvarjam toliko s socialnimi mreži, da delam na sebi to, kar moram, kar lahko popravim. Kljub temu pa to v bistvu niti ni pritisk, samo neka motivacija, neka stvar, ki si na najnižjem nivoju želiš, ker drugače nekaj ne delaš v redu, tako da mi to ni toliko problem in se rad s tem spopadam. Iz tega sklepam, da kritik ne jemljete osebno. Ne, nikoli. A imate mogoče kakšno posebno rutino ali vaje za blaženje stresa? Veliko meditiram, kakor sem rekel, včasih potem tudi berem, ampak ja, meditacija in ta del, ki od meditacije do vizualizacije so to dve neke stvari, ki so del mojega življenja vsak dan. Kako se pa angleška liga razlikuje od nemške? Kakšne so glavne razlike? Kaj bi lahko izpostavili? Jaz bi rekel hitrost igre. Enostavno nimaš toliko časa, kakor v Bundesligi, da bi lahko dvakrat razmislil, kaj boš naredil v naslednjem koraku. Fizika bi rekel je malo močnejša, ampak največ, kar sem ugotovil, je to, da sama hitrost igre. Kaj pa v smislu navijaškega vzdušja? Seveda, ja. Manchester United je sam po sebi že tako velika zadeva, ampak sama Anglija so povedali, seveda, ljudje so nori. Za vsako tekmo zmerjajo, vsak stadion je poln. In ja, to je v bistvu čar nogometa. Zdaj kako ste zadovoljni s svojimi predstavami v dresu Manchester Uniteda? Seveda, lahko bilo boljše. Sem zadnji napadalec, ki mora zabijati gola, ampak prihajam do priložnosti, to je najbolj pomembno. Izboljšujem se vsake tekmo v tekmo, kar je v bistvu najbolj pomemben korak. Prihajamo v priložnosti, vse ostalo bo pa prišlo, ko bo čas. Ste zdaj morda na zadnjih 2 tekmah začutili tisti pravi občutek
Ja, definitivno. Seveda je tudi pomaga to, zato ker imam ekipo za sabo, ki mi lahko data nek servis, da lahko zabijem gole, ker je to pomembno, ker nogomet se ne igra sam. Tako da se zelo veliko njih hvaležen, je pa tudi zelo pomembno, da zabijem gole, da lahko kot sebi tudi ekipi pomagam. Ste mogoče občutili, da vam je zdaj v zadnjih 2 zadetkih oziroma 3 zadetkih na 2 tekmah tudi padel neko breme z ramen? Nisem se nikoli niti dajal, da če ne zabijem v naslednjih tekmah, da bo pač to problem. Vsako tekmo sem šel iz koraka v korak, da odigram najboljše, kar se le da. Goli pa so zmeraj bili, tudi bojo, slej ko prej, tako sem imel to razmišljanje in tudi so prišli na svojo stran. Na lestvici najdražjih nakupov Manchester Uniteda ste na visokem 7. mestu. Ali to občutite kot pritisk, ker se od vas veliko pričakuje, ali bolj kot čast, da vas tako cenijo? Seveda, bolj kot čast, še enkrat, pritisk zame je privilegij. In seveda to, da so to plačali za mene, da sem lahko na takšni lestvici, je zelo lepa stvar. Po ocenah ste danes vredni 60 milijonov evrov. Kako osebno doživljate, da ste v nogometnem smislu tudi finančna naložba? Seveda to, kako bi se temu izrazil, to je neka stvar, ki je del nogometa, s temi stvarmi se jaz iskreno ne ukvarjam, zato ker dajete energijo v neke stvari, ki niso tako pomembne. Ni dobro na dolgi rok, tako da enostavno na stvari, ki so pomembne za mene, da lahko na igrišču najboljše igram, se fokusiram in uporabim svojo energijo. Z igranjem boste tudi precej zaslužili. Kakšen je vaš odnos do denarja? Imate mogoče radi kakšne luksuzne stvari, ki si jih privoščite, oziroma kam sploh vlagate? Zelo rad v bistvu vlagam v nepremičnine in takšne, da se enostavno denar konstantno vrti. In da bi si pa sam enostavno neke stvari kupoval, ne vem, vsak teden, vsak mesec, nimam neke želje potem, ker praktično imam stvari, ki so pomembne v življenju, in kupovati neke stvari. Seveda, občasno si nekaj privoščim, ampak ne pa prav pogosto. Vaši začetki, nogometno pot ste začeli v Radečah, nato ste že zelo mladi odšli v Avstrijo. Kaj vam je bilo takrat najtežje? So bili z vami tudi starši? Kako ste se znašli kot mladenič v tujini? Ja, takrat je bilo seveda iti družine stran, je bilo po mojem najtežje. Takrat mi je veliko pomagalo to, da sem bil že v Domžalah, v internatu, da mi je lahko to malo olajšalo, ampak vseeno je bilo iti v neko državo sam, ne veš, kaj se dogaja. Ampak to so neke stvari, ki so me ojačale na splošno, da sem lahko danes takšen, kakršen sem. Ali ste se v teh časih zgledovali tudi po kom vam je bil kakšen nogometaš ali pa mogoče kakšen drug športnik v navdih? Mene je bil Ibrahimović zmeraj dol, zmeraj sem ga rad gledal. On je imel isto res neko to težko obdobje in tako da je bilo dobro tudi njegovo knjigo prebrati. In ja, konstantno je bil na mojem YouTubeu definitivno. Kaj pa vam je všeč pri njegovi igri? Da dejansko igra nogomet z zajebancijo in to, kar dela, to je pokazal na igrišču. Ni se sekiral za nič, karkoli mu kdo rekel. Po mojem mi je to najbolj všeč pri njem, no, definitivno. Ste že vso kariero igrali kot napadalec ali so vas trenerji morda v mlajših selekcijah postavili tudi na kateri drugi igralni položaj? Ja, začel sem kot mali, sem bil golman, pa sem šel na štoperja, ampak sem potem zmeraj, ker nisem mogel to ni sprejeti gola, sem potem zmeraj žogo vzel, pa sem šel v bistvu čez vse igrišče. In tako se je pa to razvilo, da je bolj za me, da sem napadalec in da pač delam gole, ne. V mladosti ste bili pa tudi dober košarkar. Kaj je pretehtalo, da ste se na koncu odločili za nogomet? Definitivno to, da smo imeli v mojem kraju, se pravi Radečah, da smo imeli klub za nogomet, ni bilo košarkarskega kluba, tako da to je definitivno velik faktor. In seveda tudi, da je moj oče bil
čeprav je igral oba športa, je bil bolj na nogometni strani. Benjamin Šeško, hvala za pogovor in uspešno še naprej. Hvala lepa. Vam pa hvala za pozornost in nasvidenje v naslednjem pogovoru 30x30. Glavna podpornika izbora 30x30 Forbes Slovenija sta Mercator in Bosquar In. Podpornik kategorije šport je Lumar.